Spoštovane gospe in gospodje, dragi obiskovalci, dober dan, lepo pozdravljeni v prostorih založbe Družina, kjer danes predstavljamo še toplo, prav takrat iz tiskarne, pomembno zgodovinsko monografijo dr. Staneta Grande z naslovom Pot v samo slovenstvo in s pomenljivim podnaslovom Prva osamosvojitvena zgodovina Slovencev. Podnaslov bo zagotovo sprožil kakšno vročo kri, vsekakor pa debato. Sedajle sem vesel, da se je avtor s drugimi sogovorniki odzval našemu povabilu na tole predstavitev, da bomo skupaj približali nekaj elementov, nekaj značilnosti te obsežne knjige in vas seveda povabili k nakupu in k branju. Dovolite, da med nami najprej pozdravim avtorja, dr. Staneta Grando, priznanega slovenskega zgodovinarja. Čestitam vam ob tem izidu. Na njegovi desni sedi dr. Janez Šumrada, prav tako zgodovinar in diplomat, ki je prispeval odlično spremno besedo k knjigi. Dobrodošli. Hvala lepa. Na avtorjevi levici dr. Jože Dežman, ki je na nek način sprožil nastanek te knjige ali pa pri njej zelo tvorno sodeloval, sicer pa med drugim direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije in urednik naše revije zgodovinskega magazina Slo. Dobrodošli. Na moji levi pa še gostja, gospa Helena Janežič, sicer skrbnica zbirke knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani, ki pa je uredila in sestavila zelo zanimiv slikovno prilogo k tej knjigi, ki na nek način predstavlja povzetek k celotnemu besedilu. Dobrodošli tudi vi. Doktor Granda, morda najprej za začetek pojasnite izraz samoslovenstvo, ki ga nosi tudi naslov te knjige, zato da bomo vsi vedeli, o čem govorimo. Hvala. Torej, spoštovani gospe in gospodje, drage prijatelji in predvsem pa tudi vsi tisti, ki ste mi pri tej knjigi pomagali, od založbe, gospe Janežič, seveda pa Jože Dežman in njegova skupina, brez katere pravzaprav te knjige ne bi bilo. Torej, s tem pojmom samoslovenstvo sem se prvič pravzaprav srečal v zvezi z simpozijem o Erlichu, ki smo ga imeli v Rimu, kjer je kolegica Vida Deželak Barič omenila to sintagmo v zvezi z nameravanim prvim poizkusom umora dr. Lamberta Erlicha jeseni 1941 in beseda mi je bila tako všeč, ker se mi zdi, da je tako krasno zadane bistvo Erlicha in vsega tega dogajanja in ne nazadnje tudi tisto, kar pravzaprav živimo danes, ko imamo lastno državo. Namreč meni pomeni to, da v zgodovini vsak narod postavlja svoj narodni interes na prvo mesto. Mi smo bili, kot veste, v zgodovini najboljši Avstrijci, bili smo najboljši Jugoslovani, biti pa najboljši Slovenci je pa še vedno velik problem, tudi v današnjih časih. No in zato, da bi pravzaprav to opredelili kot neko novo obdobje slovenske zgodovine, se potem zavzel za ta termin, za katerega sem kasneje potem zvedel, da ga je pravzaprav prvi uporabil pisatelj Tavčar, za njim pa še nekateri, o tem bo mogoče, tle mi veliko pomagal kolega Dežman. Zanimivo je celo to, da ne skačem njemu v zelje, da mi je prejšnji teden, žal sem to vse zvedel, ko je bila knjiga že v tisku, se ni dalo dopolnjevati, da je celo stari Kidrič v pismu Luisa Adamiča v Ameriko zmerjal Josipa Vidmarja kot samoslovenca. Tako da, vidite, to je bil en termin, ki je bil zelo živ, zlasti v 30-ih letih prejšnjega stoletja, potem pa je pravzaprav več ali manj zginil, ne nazadnje tudi zato, ker sam na sebi vzpodbuja misel na slovensko državo. In zato se mi zdi, da je to res en tak termin, ki je zelo primeren, pa tudi vsebinsko zelo bogat, predvsem pa nima nobenega slabega prizvoka.
Zanimivo je, da Ehrlich in Ehrlichovsko gibanje sami za sebe tega izraza nisem našel, da bi ga uporabljali. To so ga pravzaprav drugi uporabljali kot očitek, kot ena smer, ki je v nasprotju z Jugoslavijo, z jugoslovansko idejo. Namreč moramo se zavedati, da saj do zdaj ne vemo, da bi kdaj v stari Avstriji Slovenci uradno razglašali zahtevo po lastni državi. V stari Jugoslaviji se je pa to začelo in to ima seveda veliko vzrokov, o katerih vmes tudi govorim, zato da ne bom razlagal. To je en pojem, ki se mi zdi najbolj tako smiseln za opredeljevanje prizadevanj za samostojno slovensko državo, ki jih je težko povezovati z enim ideološkim blokom, najdemo kot pristaše tega vse sorte ljudi. Kolega Dežman bo sam povedal, našel celo odmev tega v španski državljanski vojni. Hvala lepa za pojasnitev tega pojma. Bi nam lahko uvodoma še kratko predstavili zgradbo knjige, ki je v zgodovini začenjate svojo razpravo, kateremu zgodovinskemu obdobju namenjate največ pozornosti, ki je zaključite. Torej, knjiga je, kot rečemo tako med kolegi, je od paleolita do Tita. Torej, začenjam z neandertalsko piščaljo, ki je naredila velik prelom v svetovni zgodovini. Namreč nihče kot mi Ivan Turk, ki je pač to našel, oziroma še Janez Dirjac je bil zraven, nihče ni pravzaprav domneval, da so bili takratni neandertalci to sploh sposobni piščali delati. In to je tisto. No in zato se mi zdi, to pomeni pomembnost našega prostora. Potem še opozorim na nekatere druge stvari v arheologiji. Samo ta veste take izbrane pravzaprav cukre, potem pridem na srednji vek in seveda potem na novi vek, 19. stoletje. Potem pa seveda je skoraj bi rekel 2/3 knjige pa je namenjene temu, kar je peljalo v samo slovenstvo. Moram vam povedati, da jaz le predlagam, ni nujno, da se bo to prijelo, ampak moj predlog je, da bi neko novo kronologijo slovenske zgodovine sprijeli. Mi imamo na eni strani, če hočete, cesarsko obdobje, torej nemško, od Karantanije naprej, ampak rečemo cesarsko obdobje, jugoslovansko obdobje in zdaj samo slovensko obdobje. Za mene je jugoslovansko obdobje ena celota, ker so praktično ves čas isti problemi in so pravzaprav tudi glavni vzvod za nastanek samostojne slovenske države. Tako da so sicer pomešča razna podpoglavja, ampak torej te stvari so noter. Druga stvar, ki je, sem pa čutil potrebo, da vendar povem nekatere stvari, o katerih plešemo kot mačka okrog vrele kaše. Veliko je namenjenega, naprimer, krščanskim socialcem, ki so bili na eni strani pobudniki stare Jugoslavije, na drugi strani morate pa računati, da so bili tudi prav iz njihovih vrst pobudniki samostojne slovenske države. To je ena taka zelo čudna stvar, ampak ker Ehrlich, naprimer, kot začetnik tega, on je bil veliki krščanski socialec, zlasti v svojem koroškem obdobju. On je ogromno naredil kot krščanski socialec. In on je pravzaprav, kot piše Tine Duh, že v Parizu ugotovil, da za Slovence je edina rešitev samostojna slovenska država. To ni bilo proti Jugoslaviji, ampak dobro, danes kot vidimo, tudi v Ukrajini to ne pomaga, ampak vendar nek narod, da se ga vse upošteva, mora biti mednarodni pravni subjekt, kar gospod veleposlanik bolj ve kot jaz. Ker on je bil v diplomaciji in ve, kaj pomeni imeti samostojno državo, kaj pa biti brez samostojne države, potem pač ne obstajaš. Mi smo bili pač politično vedno Avstrijci, smo bili politično Jugoslovani, zdaj smo pa bi rekel mednarodno politično Slovenci. No in to je tisto, kar se hotel tudi izpostaviti pa poudariti. Končam pa pravzaprav do konca leta 1991, naprej pa nisem segel, ker se mi zdi, da se je s tem eno obdobje zaključilo. Tudi za naprej so stvari še toliko odprte, toliko stvari še ne vemo, da se nisem v to upal niti poseči. Vam bom samo en primer povedal, ki me muči že od leta 90, oziroma 91 od vojne za Slovenijo. Parkrat sem skušal zvedeti, kdo je, kater človek, kater oficir, če hočete, častnik, je skrbel, da so bili vojaki slovenske vojske
leta 91 tako čudovito skrbovani. Vi si zamisliti ne morete, kakšna skrb je bila za nas. Jaz sem bil v enem, poslušajte, šli se patetično, nek ljubljanski udarni bataljon. To smo bili pač bili smo Ižanci, pa nekaj, celo par Bosancev, odličnih fantov, en hrvaški Rom, pa tako naprej. No in mi smo branili, naša naloga je bila, da pač branimo dostop do vladne palače in da če prej popast, kot pa spustiti naprej. To zdaj se sliši zelo tako herojsko. Nič tazga herojske nismo naredili. Ampak pogledajte, mi smo bili tako skrbovani, vsako jutro smo dobili od kave, časopise, torej vrhunska hrana. Imeli smo 5 zdravnikov, pa je bil samo en navaden bataljon. Torej bilo je več zdravnikov kot bolničarjev. In tu bi jaz zelo rad, pa sem se trudil, da bi to zvedel, še do danes, pa čeprav poznam veliko teh akterjev, noben mi še ni rekel, počakaj, bo prišel čas, ko boš to zvedel. Naprimer, to je že ena taka skrivnost. Pustimo potem pa vso ekonomijo, pa tako naprej, kjer nam še manjkajo študije in podobno, tako da sem smatral, da čim bi šel tle naprej, bi pa zabredel v neko goščo, s tere ne bi znal ven priti. Zato sem se tam ustavil in kot veste, zgodovinarji imamo nek princip zgodovinske distance. 30 let je že tako daleč, da se nekaj da povedati. Ne. Praviloma je pa, kot nas je učil, kot so nas učili na fakulteti, ko umrejo vnuki glavnih akterjev, se lahko začne kritična zgodovina. Ne. Za samostojnost Slovenije pa upajmo, da bo to še nekaj časa trajalo, da bodo vnuki glavnih akterjev umrli, da so lahko vse pošteno povedali, ker otroci, vnuki pa še manj niso krivi za napak ali pa še kaj hujšega svojih dedkov ali pa očetov. Hvala. Doktor Dežman, vi ste od začetka spremljali nastajanje tole knjige, pravzaprav je tudi založba pristopila k temu projektu na vašo pobudo. Nam lahko opišete, torej, kakšni so bili vaša prva srečevanja s tem besedilom in kako ste spremljali ta proces nastajanja? Tako, dovolite mi, da se malo demaskiram. Rekel bi takole, v reviji Slo smo predvidevali tematsko številko, posvečeno 30-letnici republike in s Stanetom smo prišla do tega, da bi bilo to zelo imenitno, da bi naredili tematsko številko z njegovim besedilom. Potem je Stane izginil in volumen številke je okrog 120 000 znakov. Seveda se je pojavil Stane z 470 000 znaki, kar je pomenilo, da je treba narediti malo bolj ambiciozen projekt in zdaj smo pri 1 milijon in nekaj znakih. A ne to kaže, in to je seveda Stanetova najobsežnejša knjiga pravzaprav, jaz bi jo uvrstil v tisto, čemur se reče ustvarjanje nove slovenske samozavesti. In tudi ta samozavest je pa to, čemur lahko rečemo osamosvajanje, a ne osamosvojitev zase za samo slovenstvo. No in seveda jaz čestitam Stane tudi za to kondicijo in pa za to, jaz moram reči, da na srečo je čas zahteval tisk. Do zdaj, če ne bi še kakšen 1 milijon znakov nastal, ampak jaz upam, da tudi bo. Bi pa tole, kar je pa Stane omenil, zdaj okrog tega samoslovenstva sva res precej klepetala in potem se mi zdi, da je v knjigo še v vrstu, sem že pred kratkim objavil drobce iz partijskih dokumentov Vlada Vodopivca in on je bil zanimiv človek, ker je bil kot krščanski socialist, oziroma on se označuje kot zagrizen katolik, je bil izključen zaradi samoslovenstva iz vseh ljubljanskih srednjih šol, se pravi samoslovenstvo je bilo greh proti diktaturi in je bil zato izključen in je mogel iti v srednjo šolo v Maribor. Ta drug dokument je pa seveda pisan centralnemu komiteju, piše ga slavni Dušan Kveder Tomaž in v njem seveda zmerja svojega španskega soborca Janeza Pereniča. In mu pravi približno takole, se pravi Perenič kot frakcionist v cilju razbijanja enotnosti jugoslovanske grupe je organiziral okrog sebe skupino manj odpornih elementov, ki jih je vzgojil v samoslovenskem šovinizmu. Skratka, imamo
lepo umeščen v 30 letih samoslovenstvo, ki ga preganja diktatura in samoslovenstvo, ki ga preganja ta druga prihajajoča diktatura. Tako da se mi zdi, da je ta razvoj tega pojma bo preprosto pripeljal do nove generacije, če spet rečemo slovenskih študij, ker mislim, da bo Janez lažje tudi malo umestil, ker je on opozarja tudi na te mednarodne odmeve in seveda je tukaj tisto, kar bo v prihodnosti treba, če lahko še anekdotsko rečem, mene Peter Jamrek me je vprašal, zakaj ne znamo za osamosvojitev kakšnih kratkih pojmov razvita. Se pravi to, kar smo prej poznali kot ljudska revolucija ali pa narodnoosvobodilni boj in tako naprej. Ampak jaz bi tako rekel, da to knjigo se bo dal strniti tudi v nekaj pojmov, Stane je omenil kronologijo. Jaz mislim, da 30 let republike, če lahko rečem, da je namesto te knjige je nastala, dejansko je katalog razstave ob 30-letnici in bi tako rekel, kamorkoli smo v tej državi poklicali, noben se ne ukvarja s svojo zgodovino. Se pravi, državni organi, ministrstva in tako naprej so vsi bili rahlo presenečeni, zakaj bi oni kaj imeli, recimo v samoslovenstvu. Tako da je ta kultura spomina, ki je dejansko tukaj v tej republiki zanemarjena, Bog ne daj, da bi bili malo bolj samozavestni ali pa malo bolj napihnjeni, upravičeno. In jaz sem tam preprosto, bi tako rekel, imamo leta 91 največjo slovensko zmago vseh časov in teh 30 let, saj do danes, ne vemo, kako bo naprej, je čas največjega blagostanja tega prostora. In to so vse stvari, ki mislim, da se jih ob Stanetovi knjigi da pogovarjati, da je v njih napeljal skozi vso zgodovino toliko impulzov, ki zahtevajo premislek na novo. In zato bi jaz rekel, da ta osamosvojitvena kot pojem je tisto, kar pomeni začeti sebe na novo misliti. Stanetu čestitam ob imenitnem delu in verjamem, da bo, se pravi, naslednjih 1 milijon znakov bomo dočakali. Hvala lepa. In seveda čestitke tudi založbi za imenitno knjigo. In ob tem se moramo seveda zahvaliti tudi Javni agenciji za knjige, ki je izid te knjige, tega knjižnega projekta tudi finančno podprla. Doktor Šumrad, vi ste v spremni besedi opisali seveda svoje občutke ob branju tega obširnega korpusa, pa tudi ocenili, kakšen pomen bo imela ta knjiga se pravi za slovensko zgodovinopisje in za splošno bralno javnost, ki bo posegla po to knjigi. Bi lahko kratko predstavili, strnili svoje vtise? Hvala lepa za besedo. Jaz bom sledil kolegi in prijatelju Jožetu Dežmanu in se tudi sam demaskiral, seveda z vašim tihim odobravanjem, dame in gospodje. Naj začnem z anekdoto, katere resničnost lahko potrdiva za to mizo dva prisotna. Bilo je leta 1986, v tedanji Jugoslaviji se je naglo dvigala temperatura v mednacionalnih, medetničnih odnosih. Prihajalo je do velikih medsebojnih obtoževanj med različnimi narodi in narodnostmi te tedanje države, v kateri smo večinoma vsi, kar nas je tukaj noter, živeli, kakor smo pač živeli. In v enem trenutku se objavijo ključni slovenski mediji poročilo o intervenciji enega od visokih funkcionarjev Srbske komunistične partije, Zveze komunistov Srbije, ki je med drugim kot hud nacionalističen odklon napadel tudi idejo Združene Slovenije. S kolegom Grando, s katerim se poznava precej daljše kot od leta 1986, sva se tedaj odločila, da bova poskušala javno reagirati. Zakaj poskušala? Ker nisva bila prepričana, ali bo režimski mediji najino reakcijo dopustili ali ne. Zgodilo se na najino presenečenje prvo. Pismo, v katerem sva torej sploh pojasnila slovenski javnosti, ki očitno marsikdo od njih sploh ni več vedel, kaj je Združena Slovenija,
je bilo objavljeno na odličnem mestu v vodilnih slovenskih medijih. Pokazalo se pa, in tle je ta humoristična poanta te zgodbe, da avtor tega napada sploh ni bil tisti srbski partijski potentat, ampak slovenski partijski nadpotentat, namreč Stane Dolanc osebno, ki je najprej govoril o tem na velikem partijskem zborovanju v Srbiji, zatem pa seveda so to zvesti njegovi opričniki razširjali po drugih medijih. In tako je to zašlo kot srbsko avtorstvo tudi v slovenske loge. Kaj hočem s to zgodbo povedati? Zelo enostavno, da je ideja Združene Slovenije, ki se je rodila v letu 1848 in jo je med slovenskimi zgodovinarji doslej najresneje na zgodovinskih virih obravnaval prav naš avtor dr. Stane Granda, da je bila ta ideja do te mere zanemarjena, da je eden od najvišjih funkcionarjev, slovenskih funkcionarjev zvezne države, enostavno spregledal, da je o Združeni Sloveniji kot enem od ključnih temeljnih pojmov v razvoju slovenstva pozitivno razpravljal celo njegov partijski ideal Edvard Kardelj. To so mi dva izkoristila. Ampak zdaj pa k resnim stvarem. Z velikim veseljem sem napisal uvod v Stanetovo knjigo. Prvič zato, ker vem, kako resno deluje, preden zapiše in še zlasti preden objavi kakšno besedo. Gre za plod enega dolgoletnega delovanja, hkrati pa za pregled slovenske zgodovine od naselitve Slovanov, če hočete, v vzhodnih Alpah, do leta 1991. Granda pri svojem izvajanju ni žrtev modernističnega gledanja na, recimo, početke slovenske zgodovine. On ne verjame v novejše teorije o slovenskem razvoju, ki želijo, bom rekel, odtrgati razvoj na območju sedanje Slovenije od tistega v zamejstvu. Zelo konkretno, ne verjame v to, da ne bi Karantanci in Karniolci bili pravzaprav od samega začetka neki dve ločeni plemenski, etnični kategoriji. Tudi ne verjame, da se terminus Slovenec prvič pojavi v zgodovini v obdobju protestantizma, Trubarja konkretno kot avtorja slovenske knjižne besede v sredi 16. stoletja. Ampak verjame z Francem Kosom, ki je eden od začetnikov slovenskega znanstvenega zgodovinopisja, konec koncev v našem času z Janezom Höflerjem, ki se je poglobljeno ukvarjal s tem vprašanjem, da gre pravzaprav slediti etničnost. Ne govorimo o narodnosti, še manj pa o naciji, da se razumemo, ampak etničnost Slovencev kot samostojnega subjekta zgodovine vendarle že v najstarejše obdobje. Navaja vrsto primerov o tem, za katere moram z velikim razočaranjem ugotoviti, da vrsta mlajših slovenskih zgodovinarjev zanje ne ve ali jih pa tudi ignorira. Granda tudi ne verjame, da se je geografski pojem Slovenija pojavil v slovenski zavesti v 19. stoletju. Ker temu tudi ni tako. Objavljate tudi lepo fotografijo ene upodobitev Slovenije v srednjem veku, in sicer kot freske, mislim, da v cerkvi v Strasbourgu, v katedrali v Strasbourgu. Ležan sem, ja. Aha.
Če grem zdaj naprej, omenil sem že, da je Granda ključni slovenski strokovnjak za tisto obdobje, v katerem se je pravzaprav slovenski razvoj postavil prvič na lastne noge. Sveda v okviru Habsburške monarhije. Mislim na nasledke revolucije marca 1848 in na oblikovanje slovenskega narodnega programa, ki je seveda terjal enakopravno uvedbo javno veljavo slovenščine v državnih uradih in v šolstvu. To je bil prvi slovenski politični program, ki je imel pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju slovenstva. Bodi si potem v taborskem gibanju, še zlasti pa konec 19. stoletja, ko se razmahne slovensko politično življenje in ko Slovence prvič v sodobnem obdobju opazijo tudi tuji strokovnjaki. Če recimo angleški in francoski znanstveniki, ki potujejo skozi ozemlje Avstro-Ogrske v 70. letih, 80. letih 19. stoletja, govorijo o Slovencih, da smo si na jasnem, ampak imajo zanje tipičen topos. Gre za majhne ostanke slovanskega prebivalstva, ki bodo v nemškem Drang nach Süden, Drang nach Adria, obsojeni na izginotje in asimilacijo in so torej kot taki popolnoma nepomembni. Kasnejši znanstveniki iz tega zahodnega prostora popolnoma, da tako rečemo, zamenjajo ploščo na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Kaj ti opazili so ta vibranten političen in kulturni razvoj med Slovenci v tem prelomnem obdobju iz 19. v 20. stoletje. In ne samo, da to stvar opažajo, ampak jo začenjajo tudi uvrščati v svoje analize. Jaz seveda poznam zlasti francoske, ampak je nekaj takšnih tudi angleških. Med nami je sicer kolega veleposlanik dr. Andrej Rahten, ki je iz časa prve svetovne vojne objavil odlično gradivo britanskega Foreign Officea, britanskega zunanjega ministrstva o Slovencih. To delo je, kot vemo, koordiniral sloviti britanski zgodovinar, avtor, eden od dveh ključnih avtorjev ciklične zgodovine razvoja človeštva, Toynbee, ki je v svoji knjigi iz leta 1915, objavljeni v Londonu, tudi prvič, po moji vednosti, časovno prvič, razpravljal o možnosti, da bi Slovenija kot eden od nasledkov razvoja med prvo svetovno vojno postala po njej neodvisna država. V njegovi knjigi je objavljen tudi zemljevid te njegove Slovenije, ki je, ne boste verjeli, popolnoma drugačen od sedanjega zemljevida neodvisne Republike Slovenije. Granda gre seveda potem v obdobje nastanka države Slovencev, Hrvatov in Srbov, države Srbov, Hrvatov in Slovencev in seveda Jugoslavije. Spremlja seveda razočaranje naših prednikov nad Jugoslavijo, razočaranje naših prednikov tudi zaradi razkosanja narodnega telesa med 4 države, zaradi politike uničevanja slovenstva tako v poreferendumski Avstriji, kot tudi v Mussolinijevi Italiji. In seveda poudarja, da so bili samo redki daljnovidni glasovi, redki intelektualci, ki so videli pravzaprav dlje od jugoslovanstva in ki so začeli že v 20. letih pisati o
neodvisni Sloveniji, o možnosti neodvisne Slovenije. Božo Vodušek kot eden prvih pesniki ponavadi vidijo bolj pretanjeno stvari kot učenjaki, to je znana in stara stvar. Seveda Lambert Ehrlich, danes že omenjeni, ki je mimogrede študiral antropologijo po prvi svetovni vojni v Oxfordu, ne sicer na istem koledžu, kjer je predaval Toynbee, ampak na sosednjem, oddaljenem okrog 300 metrov stran. In jaz se sprašujem, ne da bi seveda proučeval ta problem do zdaj, ali je bil možen kakršenkoli, bom rekel, intelektualni kontakt med tema dvema velikanoma, obema velikanoma dosedanjega razvoja. Govori seveda Granda potem tudi o takšnih fenomenih, kot so jasno v času po uvedbi Titove diktature in komunizma v Jugoslaviji, gibanja za neodvisno slovensko državo v emigraciji. Ta del se meni, ki tega nisem nikoli dobro študiral in spremljal, zdi v tej knjigi posebej dragocen, kajti na enem mestu so zbrana, bom rekel, prizadevanja za slovensko državo vseh ključnih akterjev, ki so v njej razmišljali v tem obdobju. Jasno, ni pa mogel, in to je zdaj last but not least, zadnje, kar bom rekel, ni pa mogel Granda tudi preko razvoja v slovenskih deželah med drugo svetovno vojno. Lepo je poudaril politično razklanost celotnega življenja Slovencev pred začetkom druge svetovne vojne, različne poti, ki so jih posamezne politične smeri iskale pri poskusu prehajati čez velikansko kritično obdobje za naš narod. Ne pozabimo, da ga je dejansko, in to ni komunistična fraza, nemški nacizem obsodil na smrt, o tem ni nobenega dvoma. In seveda pripoveduje potem tudi o našem življenju v povojni Jugoslaviji. Tako da, če zaključim, z mojega zornega kota gre za izjemno zanimivo, izjemno poučno knjigo o zgodovini Slovencev, takšno, iz katere se lahko uči vsak od nas in tudi vsi skupaj, ki ima pa še eno izjemno kvaliteto. Napisana je v vsem dostopnem jeziku. V takšnem jeziku, ki mene spominja na nekdanje velikane slovenskega zgodovinopisja, ki so, za razliko od mene, znali zelo enostavno tolmačiti našo preteklost, našo zgodovino. Granda to, bom rekel, kvaliteto ima in jaz mu jo nekoliko zavidam. Hvala lepa. Torej, kolegu veleposlaniku, dr. Šubleti, se zahvaljujem, ampak rad bi vam, zaradi tega, ker ste danes tale upozoril, bi vas rad samo na eno stvar. Jaz nisem nekoč študiral v Avstriji, nažalost, bil pa sem veliko v Avstriji, se sem večino delal po dunajskih, graških, celovških arhivih, ampak silno pa cenim avstrijsko zgodovinopisje in sem se pa njem učil, ker avstrijsko zgodovinopisje izhaja iz prava, ne pa iz ideologije, pa revolucionarnih teorij pa tega. No in poglejte, če hočemo to zgodbo razumeti, to samo slovenstvo, zakaj se v stari Jugoslaviji pojavil? Stara Avstrija je delovala na dinastičnem principu. Ti si bil lahko karkoli, sam da si bil zvest cesarju. Stara Avstrija ni nikoli ustvarjala avstrijskega naroda.
Nas niso ogrožali Avstrijci, ker Avstrijci smo bili tudi mi. Nas so ogrožali avstrijski Nemci. In mi vedno govorimo, da so nas Nemci preganjali, avstrijski seveda. In to se zadnje mesece prve svetovne vojne, to dr. Ahten bolj ve kot jaz, se šele pojavi ta avstrijska ideja. Sicer se pa avstrijska nacija pojavi šele tam okrog leta 1930, prej avstrijske nacije ni. Potem pa zašel sem spet avstrijska nacija, oprostite, crkne, pa se pojavi potem po letu 1960 s tistimi limonadami pri Modrem konjičku, pa operetami. In zdaj imamo mi avstrijski, ljudje se zdaj deklarirajo kot avstrijci. Prej se pa niso deklarirajo. Vi zdaj pa da najdete človeka, ki bo rekel, jaz sem po nacionalnosti Avstrijci, jaz sem Slovenci, jaz sem Nemci, jaz sem Srb, karkoli. In tega pri nas pravzaprav ne razumemo. In to sem jaz, moram reči, se naučil, naštudiral po pokojnem najnem skupnem profesorju Vilfanu, s katerim sva veliko sodelovala in ki je za mene v tej plejadi slovenskih zgodovinarjev en najbolj genialnih. In to je ta teorija, ki sem jo jaz tudi po njem prevzel in ki jo mnogi ne upoštevajo. Pri nas se je forsiral jugoslovanski narod, pa ne vem kaj, avstrijskega naroda pravzaprav ni nihče zahteval. In ti si bil lahko v stari Avstriji karkoli. Glejte, mi imamo okrog 100 Slovencev, ki so bili generali v stari Avstriji. V Novi Jugoslaviji, ja, vse sort imamo to, ne? V stari Jugoslaviji je bil nacionalni ključ in tako naprej. Ni bilo več tega, bi rekel, občutka dinastične pripadnosti, je pač v državi, ampak igrajo jugoslovanski narod, tako naprej jugoslovanstvo. Vidite, to je tista bistvena razlika in tudi odgovor, zakaj se ideja samostojne slovenske države v stari Avstriji, potem, kar do zdaj vemo, je, da nišče še ni omenil, da bi ali pa nek načrt izdelal. Samo toliko. Hvala. Upozoril bi rad v nadaljevanju še na to izčrpno slikovno prilogo, ki jo je pripravila in uredila gospa Helena Janežič. To je vaš dragocen prispevek k tej knjigi, kajti skozi to slikovno prilogo in spremne besedila v bistvu povzamemo celotno besedilo, celotno razpravo dr. Staneta Grande. In v tej slikovni prilogi so zelo pomembno izpostavljeni tudi zamejski in izseljenski tiski v drugi polovici 20. stoletja. Bi lahko na kratko predstavili zgradbo te slikovne priloge? Najprej naj povem, da sem bila izjemno počaščena in vesela, da sem lahko sodelovala v taki odlični družbi in sem tudi z vso odgovornostjo se te naloge lotila. Verjamem pa, da sta bila razloga za povabilo k sodelovanju te monografije pravzaprav dva. Eden je ta, da, tako kot je bilo že omenjeno, v Narodni in univerzitetni knjižnici skrbim za zbirko knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu, katere bazični del oziroma bazični fond je tudi tako imenovani D-fond nekdaj prepovedane literature. In v tem D-fondu je pravzaprav glavnina slovenske osamosvojitvene misli zaprta med platnice knjig, objavljena v številnih glasilih in časopisih, do katerega do leta 1991 je bilo zelo težko priti, po letu 1991 pa seveda ni več ovir in se to raziskuje. Skratka, to je eden od razlogov, se mi zdi, da so me povabili zraven. Drugi je pa ta, da sem v lanskem letu v okviru NUK-a pripravila razstavo o sanjah s to čudno lastnostjo, ki se včasih uresničijo in govori prav o pregledu oziroma o razvoju slovenske osamosvojitvene misli. In nekako tudi v tej knjigi je pravzaprav nek povzetek, ja, tudi bi lahko rekli te razstave, pa še malo bolj razširjeno vse skupaj. In prvotno je bilo mišljeno, sva z dr. Grandom sva veliko se pogovarjala, se slišala po telefonu in je bilo najprej mišljeno, da bi fotografije oziroma gradivo, skene teh pomembnejših dokumentov dali med besedilom. Ampak z naraščanjem števila znakov, tako kot smo že slišali prej, je v bistvu prišlo do ene odločitve nekje na sredini tega procesa, da naredimo pravzaprav posebno slikovno prilogo, ki bo nekakšen res kratek povzetek, lahko si samo to pogledate in dobite nek vpogled v to bogastvo slovenske osamosvojitvene misli. Sprehodi se pa tako kot vsa vsebina knjige, od prvih začetkov
če sam pogledamo, če lahko si malo vzamem, začenjamo z knežjim kamnom, z neandertalčevo piščaljo in po 30 nekje straneh zaključimo z letom 91, ampak tako kot je dr. Granda rekel, to bo pa sledilo še v nadaljevanju, bolj nadroben pregled. Upajmo, da kmalu. No, tako. Toliko za enkrat. No. Hvala. Hvala. Doktor Granda, že doktor Šumrada je pohvalil vaš izredno berljiv slog, ki ni težek, vabi bralca, da lista, da obrača strani zavzeto, kot kakšna napeta kriminalka, skoraj da se bere. Praktično ni opomb, ni številnega citiranja, ki je včasih balast na nek način v kakšnem bolj ali pa izgovor za to, da neka knjiga dobi prizvok učenosti. Ne? In verjamem, da je to ena od stvari, ki vam jih bodo morda kakšni manj naklonjeni zgodovinarji očitali, da ne gre v resnici za znanstveno delo, ampak za pripoved. Kako bi jim odgovorili? Ja, hvala lepa za to, to se mi zdi zelo pomembno vprašanje. Torej, seveda, veste, kot človek bere opombe, je to muka, tudi je muka, kakšne imajo opombe obseg. Ampak, da pa vendar lahko vsak preverja stvari, sem pa pri ključnih stvarih navedel avtorje. In danes, ko imate internet, vi vtipkate, ker je not omenjen Jože Dežman, not je njegova bibliografija in boste našli ta članek. Tako da vsak, ki želi to preverjati, lahko preverja. Mogoče sem kje kaj pozabil, spustil, ne nalašč po nesreč, ampak zelo sem se pa trudil, da sem veliko avtorjev noter omenjal, tudi zaradi tega, ker so, naprimer, veliko večji specialisti kot jaz za določene stvari, naprimer za prvo svetovno vojno sem se zelo operiral na dr. Štimca in tako naprej. Tako da lahko, če kdo hoče preveriti, kaj je s tem, pač vidi, da je tam v oklepaju, ne vem, Janez Šumrada, vtipka Janez Šumrada in bo seveda najdel ključne probleme, naprimer z Janezom Nepomukom Primcem, ali pa če hočete z problemom prvih prodaj železa v bakar, pa problem čebra, namreč jaz tudi mimo grede, oprostite, tle bom verjetno najprej fasal klofuto, jaz opozarjam, da smo mi izgubili čabar po hrvaško, smo izgubili Međimurje, ki bi bilo lahko ravno tako naše, kot je Hrvaško, smo izgubili reko, ki bi bila lahko še bolj naša, kot je Hrvaška, in takih stvari pravzaprav v dosedanjih zgodovinah nisem najdel. Jaz nimam tle nobenega revanšizma, ampak povem pa, kje smo stvari izgubili. In se spomnim, ko sem jaz leta 1980 prišel v službeno akademijo, mi je prijatelj Mirko Ramovš pripovedoval zgodbo, kako so šli hrvaški etnomuzikologi snemati stare hrvaške pesmi v čabar. Po enem dnevu so prišli nazaj, ker so vsi ljudje znali samo slovensko pet. In kje to najdete? Danes v naših knjigah, ko smo mi čabar izgubili, ne? In take stvari tudi upozarjam, kar seveda, jaz sem sicer vedno optimist, ampak ne mislim s tem pa, da se bomo šli zdaj vojno zaradi čabra ali pa kaj takega, vedeti pa moramo, kaj je bilo naše, pa kaj smo se izgubili. Ne? Tako da so pa, se pravim, opomb resni, so pa sklici na avtorje in danes na internetu si lahko zelo hitro s tem pomagate, še zlasti, ker imate tiste razne, to je bolj slabo, vladam razne fajnde pa tak in vse pa to lahko preverjate. Je pa meni zelo všeč to, kar je gospa Janežičeva dala noter, namreč ni tle prvič, ampak naš kolega, ki ga danes žal ni tukaj, jaz sem pozabil ga posebej povabiti, magistra Omerza, ki je pravzaprav Janeza Topliška kot človeka, ki je bil za to ubit, ker se je zavzemal za samostojno Slovenijo, potegnil na plano, no in gospa Janežičeva je tle objavila tudi njegovo sliko. Ni edini. Prvi politični preganjan zaradi slovenstva je bil Matija Majer-Žuljski. Tle imate pa, bi rekel, po do zdaj znanem pa prvo žrtev.
Doktor Granda, če smem, preden počasi sklenemo, še eno morda malce provokativno vprašanje, ko sva potrjevala zadnje korekture, preden je šla knjiga v tisk, sva posamezne odstavke prebirala ponovno in na nek način izražala skupno upanje ali pa pričakovanje, da bo ta knjiga dvignila med slovenskimi zgodovinarji mnogo prahu. Vi ste rekli, upajmo, če se ne bodo vsi delali, da knjiga sploh ni išla. Ja, torej danes imamo, kot veste, dve metodi. Najbolj večinska je ta, da se enostavno zamolči, da je sploh išla. Naprimer, moje najpomembnejše delo, prvo odločitev Slovencev za Slovenijo, ker sem nalaž zelo skromno tekst pisal zraven, ker je bistvena peticija. Je šla, kot je ni. Ker je porušila teorije, da se je zelo malo Slovencev zauzemalo za Slovenijo. Jaz imam tam noter na 100.000 podpisov in vam moram povedati, da sem doživel strahoviti pogrom nad seboj. Celo na Dunaju mi je rekel, tebi se je pa zmešalo. Se je rekel, zakaj pa je? Ja, kakšne bedarije si pa pisal tisti predložitve? Se je rekel, kakšne bedarije pa so? Ja, je rekel, ne vem, se knjiga še videl nisem, ampak tisti tvoj kolega mi je povedal, da se je ti zmešalo. Tle se zna kaj podobnega zgoditi. Hvala lepa vsem sogovornikom, sedaj pa prepuščam tudi občinstvu priložnost za kakšno vprašanje za naše goste, zlasti za avtorja, doktorja Staneta Grando, če bi kdo želel kaj vprašati ali pripomniti. Kar pogumno, prosim. Ne? No, če ne, potem se vam, spoštovani gostje, ste prepričani? Potem se vam, spoštovani gostje, zelo prijazno zahvaljujem za vaš čas, za udeležbo na tej predstavitvi. Doktorju Grandi čestitam ob izidu te knjižne monografije. Vas pa seveda vabim k nakupu tele knjige, že zadaj čaka moja sodelavka, danes nekoliko znižana cena 35 €, avtor bo pa seveda tudi na voljo za podpisovanje. Hvala še enkrat vam, spoštovani gostje, in vam za obisk.